Skupina za človekove pravice in organizacijo pomoči opozarja na nevzdržne razmere med migranti, ki so ujeti v taboriščih na grških otokih. Podatki kažejo, da več kot 14.500 ljudi živi v 5 taboriščih na grških otokih in čakajo na razrešitev prošnje za azil. Humanitarni delavci opozarjajo, da se duševno zdravje migrantov poslabšuje s prenatrpanostjo, nasiljem, zlorabo, pomanjkanjem sanitarnih pogojev in strahom pred neznano prihodnostjo. Njihovo število se povečuje s prihodi iz Turčije. Na otoku Samos je približno 2500 migrantov v taborišču, ki sprejme samo 700 ljudi. Zaradi prenatrpanosti padejo v depresijo in mislijo na samomor. Na stotine priseljencev si je poiskalo zatočišče v gozdovih, kjer spijo v neogrevanih šotorih in imajo zelo slabe higienske razmere. Zaradi tega lahko vsak trenutek izbruhnejo številne bolezni. Nekateri sirijski prebežniki celo povedo, da bi raje ostali pod sirijskimi bombami, kot da so zaprti v teh nevzdržnih razmerah. Sedaj se išče rešitev za 2000 prosilcev azila, da bi jih prestavili iz otoka na kopno, kjer so pogoji za bivanje bolj vzdržni. V prizadevanju, da bi zaščitili lokalna ribiška območja pred belimi pelikani, ki se ustavijo v Izraelu na poti v Afriko, so pripeljali ogromne količine rib. Tako pelikane nahranijo, da ne ogrožajo ribolovnega območja. Program je celo financiran strani izraelskega ministrstva za kmetijstvo. Pelikane hranijo 6 tonami rib 3 do 4krat na teden v obdobju 3 mesecev, ko leti odletijo proti Afriki. To območje je samo letos preletelo okrog 50 000 pelikanov, ki letijo iz Črnega morja proti jugu v Sudan. Navdušenci nad minigolfom lahko sedaj svoje spretnosti poskusijo v prvem nadstropju Eifflovega stolpa. Na višini 57 metrov se razprostira čudovit pogled na Pariz in odlični pogoji za udarjanje žogic skozi replike večjih svetovnih znamenitosti. Začasno minigolf igrišče je postavljeno z namenom. Francija bo namreč gostiteljica turnirja v golfu Ryder Cup in sicer med 28. in 30. septembrom leta 2018. Filipinski marinci so prispeli iz Maravija, kjer so se 5 mesecev borili proti islamskim skrajnežem. Več kot 500 vojakom je uspelo ponovno zavzeti južni del mesta Manile in iz njega pregnati islamske vojake. Filipinski obrambni minister Delfin Lorenzana je prejšnji teden razglasil konec boja in vojake poklical nazaj, da si naberejo novih moči. V bojih je bilo umorjenih več kot 1000 ljudi, predvsem upornikov. Obnovo mesta pa ocenjujejo na nekaj več kot $900 milijonov.